S pomočjo teh kart, si bomo navadnih igralnih kart, si bomo pogledali, kako delujejo kontrolne številke v računalniških sistemih. In sicer bomo postavili karte v 5 vrstic in 5 stolpcev, in lahko bi tudi kjer drugo številko, zdaj bomo izbrali 5x5, in sicer nekaj kart bomo obrnili tako, nekaj pa tako. Se pravi, nekaj rečemo, da jih je obrnjenih pravilno, to bo za računalnik pomenil 1 in nekaj jih bo obrnjenih tako, da bojo gledali z hrbtno stranjo gor, to bo pa za računalnik 0. Računalniki namreč imajo 0 in 1. No, pa kar postavimo. Takole smo rekli, da bomo postavili 5 stolpcev in 5 vrstic. Takole. In še naslednjo poskusimo ustvariti čim težji vzorec, zato ker naš namen je, da se ga bo tisti, ki bo z nami preizkušal ta sistem, ne bo mogel zapolniti. Torej, čim bolj čuden ga obrnemo karte. Potem lahko še poprosimo koga, da karto, kakšno od kart obrne, če želi, zato da bo sistem še težji. Takole. Torej, imamo karte 5x5. To je lahko postavljeno, kakor hoče biti. Lahko rečemo, tukaj jih je malo preveč in bomo še nekaj takole postavili. Pravilno, eto, recimo takole. In zdaj pride na vrsti računalniški sistem. Kaj naredi računalniški sistem? Mi bomo tem 5 vrsticam in 5 stolpcem kart dodali še po eno karto na koncu vsake vrstice, na koncu vsakega stolpca. In ta karta bo namenjena temu, to bo v bistvu naša kontrolna karta. Kako bo šlo? V vsaki vrstici bomo pogledali, koliko kart je odprtih. Takole, poglejmo, 1, 1. Se pravi, tukaj imamo 2 enki in nič, nič, nič. Smo rekli, da prazna karta je nič, polna je 1. Imamo 2 enki in mi vedno hočemo, da imamo sodo število enk. Zato bomo tukaj dodali tako. V prvi vrstici je sodo število enk. V drugi vrstici imamo 1, 2, 3 enke in dodali bomo zdaj še 4. enko, zato da bo zopet sodo število enk. Potem gremo naprej. 1, 2, 3, še 1, 4. 4 je sodo število. Tukaj imamo 1, 2, 3, 4 že, se pravi, moramo dati pokrito karto. In v zadnjem stolpcu vrstici imamo 1 odprto in še 1. Se pravi, v vsaki vrstici imamo sedaj, s pomočjo kontrolnih kart smo to poskrbeli, sodo število enk. In to isto dela tudi računalnik. On v bistvu prekontrolira, da je vedno sodo število enk, in če temu ni tako, potem ve, da je nekaj narobe. In potem najde napako, tako kot jo bomo tudi mi zdaj lahko poiskali. Enako bomo naredili še z dodano vrstico. Isti sistem. Se pravi, imamo 1, 2, 3, 4, 5 kart, ampak samo 1 je obrnjena gor, dodamo še 1. Eto, zdaj imamo v prvem stolpcu že sodo število enk. Drugi, 1, 2, 3, tudi sodo število enk. In tukaj 1, 2, 3, dodamo še 1, da bo sodo število 1, 2, 3. Ni vedno treba, da je 4, ampak slučajno je tako bilo. 1, 2, 3, aha, še 4. gor. 1, 2, 3, 4. gor. Se pravi, zdaj smo s to 6. vrstico in 6. stolpcem, s katerim rečemo, ko predstavljamo drugim, da bomo stvari zakomplicirali, dodali še eno vrstico, še en stolpec, da bomo s tem stvar naredili še težja, smo v bistvu naredili kontrolne številke. Se pravi, vsaka vrstica, vsak stolpec ima sodo število odprtih kart. No, in zdaj pride naloga. Nekoga poprosimo, da si izbere eno karto in jo spremeni. Če je bila prej 0, je obrnjena okrog in bo 1, če je bila 1, je obrnjena okrog in bo 0. Se pravi, zaprta, odprta karta, ampak samo eno karto. Mi povemo, da imamo dober spomin, da smo si zapomnili to postavitev. Ta postavitev je lahko poljubno velika,
Pomembno je samo, da mi na prvotno postavitev, ki jo lahko postavi kdorkoli, dodamo še kontrolno vrstico in kontrolni stolpec. Po pravilu sodo število enk. Okay. Zdaj mi pogledamo lahko v stran in nekomu rečemo, eto, zamenjaj eno samo karto. In nekdo recimo obrne tole. Zdaj smo na vrsti mi, da ugotovimo, katera karta je narobe obrnjena. Tako isto računalnik ugotovi, katera enka oziroma nička je narobe zapisana. In gremo po vrsti. Pogledamo prvi stolpec in ugotovimo, da v prvem stolpcu sta dve karti, kot je prav. Tukaj 1, 2, 3, 4, se pravi sodo število v redu. 1, 2, 3, 4, v redu. 1, 2, 3, 4, 5. Aha, 5. V tej stolpcu, četrtem stolpcu, je 5 kart enk. Torej v petem stolpcu napaka. Zdaj ugotovimo še v kateri vrstici. V prvi vrstici jih je 6, je v redu. V drugi vrstici sta 2, je v redu. V tretji vrstici jih je 5. Aha, tretja vrstica. In četrti stolpec, torej nekdo je obrnil to karto. Eto, in postavimo nazaj. Lahko stvar ponovimo še enkrat. Lahko polje še malo spremenimo. Tako, to lahko naredi poljubni. Se pravi, namen je, da je vzorec čim težji, lahko pa je poljubni velik. Takole. In zdaj, preden začnemo igro, moramo zopet mi postaviti kontrolni stolpec. Prva vrstica je ena karta, torej bomo dali še eno odprto. 1, 2, 3, 4. Zdaj pa, ko mi to postavljamo, moramo to narediti v tišini, tako da nihče ne vidi, da mi to štejemo. Se pravi, mi bomo pač naključno postavili še eno vrstico in še en stolpec. In to naredimo lepo v tišini, kot da je to čist brez veze nametano. Tisti, kateremu to kažemo, ne sme vedeti, da mi ob tem karkoli razmišljamo. Mi samo postavimo nove stolpce in nove vrstice. Tako. Pa recimo, da je tale takole, pa ta bo tako, pa ta tako in ta takole. Za vsak slučaj si še pol enkrat poglejmo, če smo postavili vedno sodo število. Enk, to vse pri sebi naredimo, zraven lahko nakladamo kaj drugega. Pomembno je, da so povsod sodo število. Eto, ko vemo, da je, zopet rečemo nekomu, izberi si poljubno karto in jo obrni naokrog. Recimo, da zdaj on to obrne. In zopet, ko mi pridemo, začnemo štetjem. Prvi stolpec je v redu, drugi je v redu, tretji je v redu, četrti je v redu, peti je v redu, šesti je 5, torej v šestem stolpcu je nekaj narobe, gledamo iz vrstico, prva je ok, druga ok, tretja vrstica, 1, 2, 3, 4, 5 narobe, torej je ta karta narobe in popravimo. Tako računalnik popravlja stvari.